29.9.10 po kristijanskem koledarju 2010, Toš Mihael, Toš Direkt, tokratna tema demokracija v Sloveniji. Nahajam se na Trgu Republike v Ljubljani, obkroža me veliko število zanimivih objektov. Tukaj za menoj je spomenik revolucije, tam je Narodni in naravoslovni muzej, tukaj je parlament, tam je Maxi Market, Nova Ljubljanska banka, zadaj še je cerkev in nad vsem tem se pa nahaja sonce. In da ne bom preveč zafilozofiral v tistem slabšalnem pomenu, ko narod hitro pametne misli, ki jih nedoume oceni kot filozofiranje, se postavim na metapozicijo, kjer bi bilo zanimivo, če bi gorela plamenica, in pričnem z tem, kar imam za povedati. Včeraj sem v oddaji Odmevi videl in spoznal, kako resno je stanje v tej državi. Primanjkuje mentalne higiene, primanjkuje telesne higiene, zaradi tega propada kultura, propada občutek, kaj ta narod je, in propada slovenstvo nasploh. Osnovna težava se nahaja v politični ureditvi, ki se ji lahko reče dvopolna demokracija. Tovrstna demokracija temelji na levici in desnici, in ena izmed temeljnih idej udejanjanja te demokracije je izključevanje levice se strani desnice in izključevanje desnice se strani levice. Seveda je to kontraproduktivno, kajti jasno je, vsak organizem, ali pa rečimo raje takole, politika so neke vrste možgani v državi in možgani imajo desno hemisfero in levo hemisfero, vsaka od obeh hemisfer je zadolžena za določene funkcije in brez kompatibilnosti obeh hemisfer govorimo o schizofrenosti ali o težki mentalni bolezni tovrstnega organizma. Torej, kratko in jedrnato. Mnogo je bilo govora o tem, kako bi se naj Slovenija razvila v Švico na Balkanu. Sedaj smo od tega oddaljeni zelo daleč, saj je ta politika v preteklih 20 letih pustila zelo globoke brazgotine in ustvarila nek gen v narodu, ki na tem sovraštvu tudi dejansko udejanja svoje življenje in skuša definirati svoje poslanstvo. Švica na Balkanu to ne more postati, zato ker v Švici to vrstni tip demokracije ne obstaja. Demokracija, ki se ji reče zdrava demokracija za ustvarjanje države blaginje, temelji na tem, da opozicija pozicijo dopolnjuje in seveda, ker vem, da na takšno izjavo takoj pade očitki, kaj pa ti govoriš, pozicija pa mora delovati v smiselni smeri, tako da opoziciji niti ne daje drugačnih impulzov kot teh, ki zahtevajo zgolj dopolnjevanje. Čim obstaja vojna med levo in desno politično opcijo, imenujemo to kar vojna, ker je nasprotovanje pogosto tako zelo očitno, takrat se ruši ravnovesje, in ko se ruši ravnovesje, nastaja nihilizem, kakršnemu smo v Sloveniji priča. Vrednote izginjajo, izginja plemenitost in izginjajo tiste vibracije mišljenja in tvorjenja, ki ustvarjajo državo blaginje. Torej, zadeva je preprosto doumljiva. Kakor dolgo se v enem sistemu nahaja ideja, ki povzroča to, da ta sistem ni sinhron, da ta sistem ne deluje skladno in da ta sistem znotraj sebe nasprotuje nasprotnemu delu. Ja, dejansko lahko rečem nasprotujočemu si delu. Torej, da povzamem, obstaja sistem, v tem primeru je to politika, ki ga tvorita dva sistema, ki si med seboj nasprotujeta, namesto da se dopolnjujeta. Torej, dokler eksistira takšen sistem in takšen sistem državo vodi, tako dolgo se bo država nahajala na poti bede, propadanja in konflikta. Bede zato, ker ni dolgotrajnega razvoja, propadanja zato, ker ko ni razvoja, v bistvu ni ustvarjanja novih vizij in uresničevanja obstoječih vizij, torej ni pogojev za tvorjenje, in
konflikta zatole, ker ko obstaja nasprotovanje elementov, ki bi med seboj morali delovati skladno in smiselno, smiselno in skladno, tako dolgo obstaja konflikt. In iz konflikta interesov se lahko razvije tudi konkreten fizični konflikt, kar se je letos pred tem parlamentom že dogajalo. In ko kultura pade tako nizko, da v njej dejansko dominira konfliktnost, takrat se pa že nahaja na stopni, kjer je treba nujno storiti tiste ustrezne korake razbremenitve in oplemenitenja duha, da se to postavi v tisto smer, ko bo lahko govora o Švici na Balkanu. Dokler bo v tej državi centralni politični filozofski element dvopolna schizofrena demokracija, tako dolgo bo Švica obstajala tam, ko je, in bomo lahko le sanjarili, tako pogovorno rečeno, o Švici na Balkanu. Še vedno se nam lahko reče v tistem slabšalnem pomenu Balkanezi, vse se tukaj s takšno agresijo meša najslabše z juga in najslabše z severa, v nek tutti frutti, ki ni ne tič ne miš, in po vseh teh tako imenovanih negativnih besedah lahko rečem, vse skupaj mene spominja kot na en gnil zob, ki ga napada karies. Zob je država, karies je kultura. In na podlagi izkušenj lastnih vsi vemo, ko karies zob poje, ga reši le plomba ali v slabem primeru puljenje. In ko bo treba plombirati državo ali puliti vse skupaj, takrat pa bo že stanje katastrofalno.